Dobrodošli v Sensa podcastu. Danes se bomo družili s Tatjano Miljavec, ki pomaga ljudem v svoji intuitivni terapevtski svetovalnici Nasmeh srca v Kranju. Sama sem Tatjano spoznala predvsem preko njenih člankov, ki jih pogosto napiše za Senso, in ker so mi bili njeni zapisi vedno zelo všeč, sem se odločila, da jo danes povabim na pogovor, da nam tudi v živo predstavi svoj pogled na človeške težave in predvsem kako sama vidi rešitve. Tatjana, dobrodošla pri nas. Hvala, Ana. V veselje mi je biti danes tukaj s teboj. Zdaj ti se imenuješ intuitivna terapevtka, je tako? Mogoče na začetku poveva, da nisi psihoterapevtka, da je to nekaj drugega, kar si, če prav razumem, sama ustvarila. Ja, nikakor nisem psihoterapevtka, ker za psihoterapevta moraš imeti šolo, a ne? Jaz pa nisem sama prišla, ampak tako nekako splet okoliščin je bil, da so mi ljudje rekli, da naj grem začeti malo raziskovati energije. Jaz o tem nisem imela pojma. Potem, ko sem pa odprla prva vrata, se je pa samo tako res, vse se je samo odpiralo. Tako da, iz tistega čist materialnega, fizičnega sveta, ko sem delala v farmaciji, sem danes tukaj intuitivna terapevtka. V bistvu niti nisem vedela, kako bi to poimenovala. Tako da sem rekla, v redu, bom pa intuitivna terapevtka. A ne? Ampak intuicija se mi zdi vseeno taka zelo kočljiva zadeva. Se mi zdi, da težko. Mislim, da ljudje velikokrat mislimo, da poslušamo svojo intuicijo, ampak ker vemo, da nas zelo šofira podzavest, nekje 95% življenja ne bi na nas vplivala pač podzavest. In se mi zdi, da včasih mislimo, da poslušamo intuicijo, pa v resnici gre za kakšne strahove, za kakšne zadeve, ki so zelo podzavestne. Kako ti gledaš na intuicijo? Ja, veš, a ne dele, ko si tole ti meni, ko sem poslušala tvoje vprašanje, se mi je pa mogoče, moj pogled drugačen, obrnil, da pa mogoče pogosto premalokrat poslušamo intuicijo. A veš, ko gledam recimo ljudi, ko jih opazujem okoli sebe, se mi zdi, da čist premalo še uporabljamo intuicijo. Ja, kaj ta lažna intuicija, ko nam govori ego, ko nam govorijo strahovi. Ja, jaz bi rekla, dajmo izkustveno pogledati, koliko imamo mi res močno intuicijo. Se veš, eni zelo močno, eni še ne toliko, izrazito, je pa tudi to odvisno od človeka, tudi dejansko kakšno danost imamo. Bi pa rekla izkustveno, tako kot si rekla strah. Se spomnim enega gospoda, ki je rekel, žena me vara. In moja intuicija mi pravi, zdajle vidim njen avto pred hišo tistega možakarja. In to se mu zgodilo dvakrat, ker je šel pa pogledat. In tam ni bilo ženega avta. Tako da intuicijo uporabljamo in jo lažje zaznavamo takrat, ko smo mirni. Ko smo mi v nekih zelo težkih občutkih, v močni žalosti, strahovih, jezah, takrat ne bomo mogli slišati svoje intuicije. Tako da zato je recimo za moje delo, ali pa če želimo intuicijo izboljševati, sploh odkrivati, veliko miru, veliko narave, veliko tišine. Tako da potem je pa to intuicija. Ja, tako se mi zdi, recimo imaš, si v partnerskem odnosu, pa se ti zdi, da mogoče ti intuicija govori pa je narazen, ampak je to v resnici sam recimo strah pred bližino, pred bolečino in v tem primeru recimo pol ni to intuicija, Mogoče, ne vem, mogoče a veš, so take stvari, intuicijo, da lahko uporabljamo bolj za take kratkoročne zadeve. Ne vem, ali jaz danes grem, na kavo, a grem, s temi ljudmi na počitnice, ko so me povabila, Recimo, odnos je pa nekaj takega, a veš, dolgotrajnega, da mogoče težje mi to intuicijo uporabimo, Da dejansko to je pa pol tisto, da se prisluhneš, globoko, mogoče, to je moj pogled na intuicijo, Ampak se veš, skozi se spreminjamo, Točno to. Ja. Daj mi še povej, a se kdaj vprašaš, zakaj si se rodila na zemlji ravno v tem času, ki je po svoje zelo zanimiv čas. Mogoče tudi kako vidiš ta čas, v katerem sedaj živimo. Veš kaj, dejansko to se pa nisem nikoli vprašala.
prav na tak način, zakaj sem se rodila tukaj. Sem pa, preden sem prišla do tega, kar danes počnem, sem bila zelo, če nisi v stiku s svojo dušo, potem je človek nesrečen. Če ti delaš nekaj, česar ne čutiš, da je za tebe, je veliko nesreče. In jaz sem bila prepričana, da sem se rodila čisto v napačnem času. In sem velikokrat rekla, jaz sem verna, in sem velikokrat rekla, Bog, zakaj sem se jaz mogla roditi tukaj in zdaj, prepričana sem bila, da se je fejst zmotil Bog, Potem pa, ko sem dejansko prišla v stik s svojo dušo, sem ugotovila, nič se ne zgodi brez razloga. Vse je čist na mestu, vse. Tako da, ker mi je bilo toliko težko v življenju, na tem kariernem področju, je bilo to samo znak, Tatjana, nisi na pravem mestu, premakni se, ampak jaz tega nisem takrat znala in nisem vedela, nisem čutila. Tako da ta čas je poseben, ampak jaz tako gledam, ko kakšen reče, kaj pa če bo to, jaz rečem, doživeli bomo tisto, za kar so se naše duše odločile, da bodo doživele na zemlji. In mislim, mene ni ničesar strah. Zdaj mi ko takole govoriva, lahko rečem, ničesar me ni strah. Ko zapadem v neko težko situacijo, sigurna, najprej tist moja podzavest butne na plan, rečem, groza, ampak potem pa zelo hitro lahko preklopim, pa rečem, Tatjana, vse se dogaja tako, kot se mora. Je pa seveda pomembno, da pa delujem, da stvari premikam naprej, da mi rečemo, včasih kakšen reče, saj se vse prav dogaja, kakšen, 20 let živi v zakonu, ki že od začetka, obstojen bil, mislim, na propad ali ni bilo ljubezni, pa še vedno živi tukaj, in potem reče, saj se vse prav dogaja. Ja, ne moreš ti ležati na kavču, pa čakati, da bo vesolje uredilo v tvoji družini. Tako da, moramo biti, tukaj zdaj ta čas nas zelo spodbuja, da smo človek človeku. Kaj pa bi rekla, da je sploh smisel, zakaj smo tukaj? Pridemo na nek planet Zemlja, se borimo sami s sabo, z odnosi, včasih nam je lepo, včasih nam je zaznoreti težko, zelo filozofsko vprašanje, vem, ampak si se tudi s temi vprašanji, vem, da se sama ukvarjaš. To je bistveno vprašanje dejansko, na katerega, mislim, je meni z mojega pogleda čist jasno. Prišli smo sem, da se učimo ljubiti. Enkrat bomo znali ljubiti brezpogojno. To pomeni, da znamo odpuščati, da znamo biti hvaležni za to, kar imamo. Ne, da strmimo za tem, česar nimamo, ampak pogledamo, kaj imamo. In da se ne zapletamo v te vzorce sovražnosti, jeze, žalovanja, ampak da odpuščamo ljudem. Zdaj, ti se v svojem delu srečuješ tudi s konceptom prejšnjih življenj, ti ta tema ni tuja, pa me zanima, kaj si ugotovila, koliko je pomembno, da se zavedamo, kaj se nam je dogajalo v prejšnjih življenjih, kaj smo prenesli sem, ali mogoče to sploh ni pomembno. Ja, tako, ko sem jaz začela to je bilo meni že od nekdaj, ko sem bila že deklica, mi je bilo jasno, da sem tukaj že bila, Potem sem pa, še malo to raziskovala, že prej, in dejansko, tukaj smo že bili, in ljudje smo radovedni, vsi bi radi vedeli, kaj pa sem bila v prejšnjih življenjih, tista radovednost nas žene, Ampak zdaj, ko imam pa ta pogled v človekovo dušo med terapijo, ugotavljam, da ni potrebno, da vemo, kaj smo bili v prejšnjem življenju, kaj smo počeli, Velikrat je tudi, recimo, ni sploh
jaz bi rekla, priporočljivo, da se kakšen preveč ukvarja s temi stvarmi, sploh, se veš, ko je človek, ne vem, ima neke težave v življenju, mogoče tudi malo psihične težave, takrat išče odgovore, išče rešitve, in jaz bi rekla, če nisi zelo psihično stabilen, potem se nikakor ne loti regresoterapije, da vidiš, kaj si bil v prejšnjem življenju. To sem prebrala v knjigah, da 7 življenj nazaj vpliva na naše današnje. V 7 življenjih nazaj mi nismo bili samo pravičniki, dobrotniki, mi smo bili morilci, mi smo bili posiljevalci, mi smo bili posiljeni in tako naprej. Tako da tega ne more videti vsak. Ne priporočam. To je moj pogled. Seveda vsak se odloča sam. Zdaj, zanimivo je to. Recimo budisti pravijo, poglej svoje življenje zdaj, pa boš vedel, kakšno je bilo tvoje prejšnje življenje. V kakšnem smislu? Bom razložila, še do konca dokončam to misel. In če te zanima, kakšno bo tvoje prihodnje življenje, poglej, kakšno je tvoje življenje sedaj. Kako deluješ. Kako se soočaš z izzivi, ki jih prinaša življenje. To pa dejansko jaz razumem tako, in tudi vidim s zadevami, s katerimi smo se mi ukvarjali v prejšnjem življenju. Recimo nekdo je imel zelo veliko sovraštva in tega ni podelal do svojega zadnjega diha. In to pomeni, da je to močno čustvo prinesel v to sedanje življenje. Tukaj ima še zmer ogromno sovraštva. Potem se dejansko tudi rodi v družino, kjer je tega sovraštva še več dobi tega sovraštva. Tako da nekdo, ki se s tem ubada, ne rab vedeti, kaj je bil v prejšnjem življenju. Jaz rečem, usmeri se v smer, da danes ti sam sebe spraviš na čist druge nivoje, na čist druge vibracije. Tako da vse se prepleta. A sem ti tako? Se pravi, razumljivo. Ta pozaba, da načeloma se zavestno ne spomnimo, ima svoj smisel, da se res lahko osredotočimo na to, kaj zdaj se nam dogaja. Močen smisel ima, Ne vem, recimo, če malo čas lahko to poveva, vsi ljudje, ki so nam danes blizu, smo z njimi že nekoč bili. In vsi ljudje imamo zelo dobre odnose in imamo tudi zelo težke odnose. Zato smo se tukaj sem rodili, da bomo stvari izboljševali. In kako bi bilo človeku začeti, ne vem, da rodi otroka, pa ve, da je tega otroka nekoč on umoril. Ali da je otrok umoril dejansko starša. A veš, relacije so vse, čisto vse. Tako da rabimo pozabo. Tako da jaz bi rekla, manj se ukvarjati s tem, bolj se ukvarjati s sedanjim življenjem, kako danes sebe spraviti v boljše razpoloženje, v boljše občutke. Jaz sem tudi sama nekako ugotovila, da nima niti toliko veze, ali greš gledati prejšnja življenja, ali greš gledati generacije prednikov, starše pa svoje otroštvo. Se mi zdi, da neka rdeča nit nekih ran, nekih bolečinskih jeder je vedno zelo podobna. In v tem smislu potem res ni. Mislim, lahko, če ti pomaga to, da veš, kaj si bil v prejšnjem življenju, ok, super, ampak imaš po mojem, recimo, že v otroštvu dovolj materijala, da... Ker dejansko ta material iz otroštva je čist identičen prejšnjemu življenju. Tako. Recimo, to mi je bilo zanimivo, ko si rekla predniki. A veš, recimo mi je bilo zanimivo, ko je enkrat ena prišla z neke delavnice in je rekla, a veš, smo ugotovili, da dejansko nosimo bolečine svojega dedka. In to so bolečine dedka. Ampak sem rekla, a veš, če imaš ti bolečine, potem so to tvoje bolečine. In, ne moreš reči, to je od dedka. A veš, ne, to so tvoje bolečine in ti, a veš, imaš zdaj nalogo, da se teh bolečin znebiš. Vse, kar mi čutimo, je naše.
Pa ni važno, od koga smo dobili, ne? Vse eni pa tudi pravijo, da smo mi sami svoj prednik in v tem kontekstu si pa... Ja, a ne, dejansko, kakorkoli obrnemo, vedno prideva na isti imenovalec, a ne? Čeprav ti si enkrat rekla, zadnja misel v prejšnjem življenju je prva v tem. Čeprav to je verjetno to, kar si prej rekla, če si bil takrat poln sovraštva, se pa tudi, ali pa recimo, če imaš težki porod, a je to pomeni, da je pa... Ja, a veš, a ne, recimo ta misel, a ne, to imajo budisti, a ne. Zadnja misel v prejšnjem življenju je prva misel v tem, a ne. Ja, če imaš težki, a ne, če si ti tisti, ki se težko rodiš, a ne, vse je namen, vse si izbereš, a ne. No, ti praviš tudi, da si sami izberemo starše, ne, pa me zanima, kako ti ta misel lahko pomaga v življenju? Ja, zdaj, a ne, če človek ni preveč prizadet, če človek ni imel toliko težkega otroštva, potem lahko dejansko to jaz s človekom govorim zelo hitro, ne vem, v terapevtskem procesu, a ne. Nekdo, ki je imel pa zelo težko otroštvo, je prinesel tam zelo velik ran, ne, tega pa mu nikakor ne bom rekla, a ne. Mogoče mu bom rekla čez čas, zdaj pa preber si recimo knjigo Skrivnosti aboriginskega zdravljenja, ki to lepo opiše, a ne. Ampak to vse takrat, ko bo že veliko svojih ran uspel zaceliti, a ne. Ker to je lahko zelo boleče. A ne, tako da, zdaj, ko je pa človek že veliko predelal ali pa nekako že toliko, a veš, osebnostno zrasel, je osebnostno pomirjen sam s seboj, tudi če so bile zgodovine težke, a ne, s tistim se pa lahko komot pogovarjamo. Ja, jaz sem si izbrala svoje starša, a ne, a veš, čist. Ja, ampak da ne uporabljaš to pol kot neko opravičilo za... Ne vem, jaz bi se tudi lahko zdaj, ne vem, če se bi odločila za otroka in bi potem rekla, se mi je tako zbral, vse ve, kakšna sem, jaz ne rabim zdaj nič delati na sebi, ne rabim nič spreminjati. Pač taka sem, on si je to zbral. A ne v tem smislu, da ti še zmer pač prevzameš odgovornost. A ne, zdaj tako, a veš, na generacije, sploh mlajše, a ne, ste zelo ozaveščene, a ne. Vsaka generacija je bolj ozaveščena in potem ima tudi malo večjo odgovornost. A ne? Če ne vem, kdo ve, da, a ne, ja, če imam jaz veliko ran v sebi, bo to moj otrok potegnil nase, a ne. A veš, to se pravi, sem jaz odgovorna, ker to vem, da te stvari začnem čistiti, a ne. Kaj pa bi pa recimo priporočala mladim, preden se odločijo za družino, pač kaj ne uredijo, kaj ne naredijo mogoče prej? Jaz sem zelo vesela, kadar pridejo do mene mladi ljudje, ki še nimajo družine. Res sem vesela, ker vem, wow, lej ti ne vem, 23, 25, a ne, začenjaš delati na sebi. Čutiš potrebo, da nekaj spustiš, a ne, tiste svoje rane iz otroštva, tako da, lej, to je optimalno, zdaj pa spet tako, a ne, manj, ko bo človek, a veš, nekako imel sebe rad, drugačno vlogo bo igral v življenju in tudi malo drugačno dušico bo potem dobil, a ne, ko, a ne, bo starš, a ne, tako da, vedno rečem, kaj je najboljša dota za otroke? To, da se imajo starši najprej sebe radi. A ne? Tem med sabo? Nimajo toliko močnih teh ran, zamer, žalosti iz otroštva. A ne? Ker potem dejansko čisto drugače odreagiramo. To je najboljša dota. Ja. Zakaj pa je tako pomembno, kakšne občutke imamo mi do svojih staršev? Vsak od nas je nastal iz dveh celic, ene mamine in ene očetove. Iz energijskega stališča smo mi pol mame in pol očeta. Zato so ti občutki do staršev bistvo vsega v našem življenju. Zdaj tako, a ne, ko gledamo mi, ko govorimo mi o naših starših in mi smo starši, a ne? Vsak od nas, vsak človek, zdravorazumski, je dobil v svoji družini tudi kaj težkega.
A ne? Pa so nas imeli lahko še tako radi, pa je bilo lepo, pa rečemo, lepo otroštvo smo imeli, a ne? Ampak dejansko nekaj je pa bilo takega, ki je pa recimo mene tudi zelo ranilo, in vsakega, in Jožeta, in Majo, kogarkoli. Vsak je dobil v svojem življenju tudi kaj težkega v otroštvu. To je zato, ker sem rekla, mi smo se rodili tukaj sem, da se učimo ljubiti. Ljubezen je odpuščanje in hvaležnost. A ne? Tako da jaz rečem, to je bistvo vsega. Odnos starši, pa rečemo mogoče najprej občutki do staršev. A ne? Ko mi počistimo težke občutke do staršev, potem lahko tudi izboljšamo odnos. A ne? Zanimivo je, kako energijsko, je naše telo sestavljeno. Leva noga predstavlja mamo. Desna noga predstavlja očeta. Hrbtenica, to smo mi. A ne? In jaz si tako predstavljam, a ne, če mi pogledamo, kako zidamo hišo. A ne? Najprej naredimo močne temelje. In kaj so naši temelji? Naši temelji sta starša. Mama, leva noga, oče, desna noga. A ne? Nobena hiša ne more dobro stati, dolgo dajati zavetje bivajočim, če nima dobrih temeljev. In naša hrbtenica, to smo mi, ne more biti močna, ne more se nam dobro dogajati v življenju, tako kot mi želimo, če nimamo močnih temeljev. Zato je tako pomembno, da čistimo te odnose s svojimi starši. Ampak tako, kot sva prej rekla, če si imel pa res težko otroštvo, so te starši zelo prizadeli, niso znali ti dati dovolj podpore, ljubezni in topline, so te mogoče čustveno ali pa celo fizično zlorabljali. Kako se soočiti s tem, oziroma kako začeti razreševati te odnose? Ja, a ne, jaz rečem, takrat se je potem treba odmakniti. Če je bilo fejst težko, se je treba odmakniti iz odnosa, tako kot, ne vem, iz partnerskega, če je grozljivka, tako tudi iz tega odnosa starši. A ne? Zdaj ne vem, da nekdo, ne vem, je star 50 let in že 50 let trpi v odnosu starši in še vedno živi pod domačo streho. Ne, a ne? A veš, mi smo odrasli in imamo možnost, da se odmaknemo. A ne? Tako da, a veš, ne da se začeti odpuščati, če ti vsak dan znova dobiš na glavo v karikirano, a ne, v prenesenem pomenu goli do gnojence od nekoga. Ravno tako od staršev. A ne? Tako da, ko se pa ti odmakneš iz toksičnega odnosa, potem pa sploh imaš moč, da začneš te svoje rane negovati in celiti in da se enkrat zacelijo. A ne? Tako da moramo pa imeti moč za to. Kaj pa, če si recimo, so si starši želeli drug spol, kakor si ti potem nastal, recimo so si želeli punčko, pa je bil fantek, kako to vpliva na te pol v življenju kasneje? Aha, ja, a ne, zdaj tako je, lahko vpliva, lahko ne vpliva. A ne? A veš, jaz dobim k sebi tiste ljudi, na katere to vpliva. Mogoče pa so tudi kakšne, recimo ženske, na katere to ne vpliva. A ne? Zdaj, tukaj si izpostavlja ženske, a ne? Da so si želeli fantka, pa so dobili deklico. A ne? Če pogledamo z drugega vidika, a ne? Dobimo tisto, a ne? Kar zvibriramo. A ne? In zanimivo je, a veš, če smo mi pomirjeni sami s seboj, bolj ko smo pomirjeni, bolj se znamo prepuščati. Manj moramo imeti vse splanirano, vse mora biti pod nadzorom. Aha, najprej bomo imeli enega fantka, potem bomo imeli eno punčko, rabimo para, ne? Ampak, če je pa človek se ima rad, a ne? Tiste rane je že zelo zacelil, ali pa jih teh sploh ni dobil v svojem otroštvu, potem mu je to čisto vseeno, ne? A veš? Dejansko si rečeš, lej, a ne, čisto vse je. Zanimivo, veš,
mi dva imava 3 sinove, a ne, in ginekologinja je rekla pri 3. Se ni tako hudo, kaj fant. Jaz sem reči šokirana. Jaz sem seveda ni hudo, mi dva sva si želela vedno samo zdrave otroke, a ne. Tako da tukaj recimo jaz nisva imela nobenih zadreg, a ne. No, ne moram pa reči, nimam pa na kakšnem drugem področju, a ne. Tako da, ja, veš, to recimo je zelo lahko vpliva, a ne, tako kot sem rekla. Jaz znam povedati iz tistih primerov, s katerimi se jaz srečujem. Mogoče bi mogla na začetku recimo še kaj povedati o mojem delu, da sam ljudje malo začutijo, a ne. Kar sva rekli, a ne, psihoterapija, ne, intuitivna terapija, a ne. Dejansko, ko pridejo ljudje do mene, mi povejo samo, ne vem, 2 stavka, a ne. Samo povejo, česa bi se radi znebili, kaj bi radi dosegli. In potem smo tiho, a ne. Na psihoterapiji mora človek govoriti, tukaj pa ne, a ne. Tukaj se pa jaz potem povežem z izvorno energijo. In v tišini smo in zaprosim, da se odpravijo vzroki za te težave, a ne. In vidim v človekovo življenje. Na svojem telesu čutim, kje ima on kakšne blokade v telesu, kje ima bolečine, čutim, kako se je imel, ko je bil otrok, a ne. In potem on dobi seveda paket zdravilne energije, da se za ta njegov celični spomin začne zdraviti, celiti, čistiti, a ne. Jaz pa dobim zanj navodila, kako naj se sam umiva znotraj. A ne? In ko sva, da se vrnem nazaj k tem recimo ženskam, ko so si starši njihovi zelo želeli, da bi se rodil fant, tukaj pogosto naletim na depresivne, a ne, težave z depresijo pri teh gospeh, zelo so perfekcionistične. Velikrat pride potem seveda do izgorelosti. Včasih so težave s spolnostjo, ker se ne dojemajo kot ženske, se ne sprejemajo kot ženske. A ne, to pa zato, recimo perfekcionizem. Zakaj perfekcionizem? Ker, a ne, deklica, tudi če ji nikoli nihče ni rekel, da so si želeli fantka, a ne, in so jo potem sprejeli kot deklico, a ne, ampak vseeno je že v trebuhu začutila, da ni sprejeta, a ne. In potem, kaj ljudje najbolj rabimo? Sprejetost od svojih staršev, a ne. Ko smo enkrat sprejeti od svojih staršev, to je tisto, a ne, za kar bi človek rekel, pridemo na svet. Ampak, a vidiš, vse se prepleta, a ne, spet skočim nazaj, a ne. Če nismo sprejeti od svojih staršev, je to zato, ker smo si tako družino izbrali. In potem kaj je naš namen? Da sami sebe sprejmemo, a ne. In ta gospa, ki, a ne, je zelo perfekcionistična, vsi so si želeli, da bi bil fant, ona je ženska, a ne. Ona se vse življenje trudi, da bi jo sprejeli. Naredila bo vse in še več, da bi jo starša sprejela. A ne? In recimo tudi potem, ko ne vem, je tukaj že kariera, ona bo naredila vse in še več. A ne? Recimo zanimivo je, sem dobila enkrat eno gospo, ki jo poznamo, a ne? In mi smo bili tako navdušeni, ker je to v šolstvu dela, a ne, mi smo bili tako navdušeni nad njo, vsi starši, vsi učenci, a ne, res, sem perfektna učiteljica, a ne. Ona pride k meni depresivna, izgorela in dejansko izkaže se, da so si zelo želeli fantka, a ne. In ona ni nikoli zadovoljna s seboj. Vsa okolica jo vidi perfektno, res mislim, kapo dol, a ne. Ona zadovoljna s sabo ni, a ne. A veš, in to potem lahko, a ne, s takimi stvarmi se soočamo. Ampak, a ne, spet sva tukaj. Ona si je očitno to izbrala.
tako družino. Ona očitno že v prejšnjem življenju ni bila zadovoljna s sabo kot ženska in se ni mogla sprejeti in je bilo to zelo močno jo zaznamovalo. In se je ona tukaj sem rodila, spet v to okolje, ki jo ne sprejema kot žensko. Ampak vse z namenom, da se premakne naprej, da se enkrat končno vzljubi kot ženska. Se pravi, bi svetovala mladim, bodočim staršem, da če se le da ne, vsi ne želijo določenega spola. Ja, veš, kako je. Jaz sem malo še šokirana, ko danes koga, veš, mladega slišim, tako si želimo, imamo že enega fantka, tako si želimo deklico. Mene stisne, pri srcu pa si rečem, mašina. Včasih kakšen mu prav rečem tako, veš, enemu lahko malo več, enemu, včasih ti malo uide, kar tudi ni v redu, sprehod se čez pediatrično kliniko, pa boš videl, kaj šteje v življenju, zdrav otrok, pa če imaš 5 punc ali pa 5 fantov, In tako dobiš tisto, kar odnos nek partnerski potrebuje, ali je to fantek ali punčka, vedno dobiš to, kar... Tukaj gre spet za hvaležnost. Biti starš je čudovito. Veš, vse samo neka pogojena ljubezen. Če je to, potem te imam rad, če si tak, potem te imam rad. Ja, tako da mladi starši, mladi bodoči starši, vi ste zelo zaveščeni, tako da le učimo se. Vsi se učimo do zadnjega diha. Kaj pa rečeš ti staršu, ki ti reče, moj otrok je kar naprej bolan, skozi se ga neki prime, vedno z vrtca prinese neki? Otroci nas čutijo. Otrok od spočetja dalje, dejansko, ko je še v trebuščku, se začenja pisati njegova podzavest. Se začenja ta celični spomin pisati, In otroci nas neizmerno čutijo. Mi se lahko fejst pretvarjamo, da je vse v redu, da nimam stiske, s taščo, da nimam stiske v partnerstvu, da nimam stiske, ker je finančno stanje težko, Ali pa je vse na teh nivojih super, ampak jaz imam pa še stiske iz svojega otroštva. Tega se pogosto sploh ne zavedamo, kaj vse nosimo s seboj. Tako da otroček pa to vse beleži. Ja, v trebuhu beleži dejansko trenutek spočetja. Je bilo to neka ljubezen, je bilo to nekaj mimobežnega, pa so si vsi želeli sam, da ne bomo zanosili, kako se starša med sabo razumeta, kako potem sta sprejela to novico o nosečnosti, kdaj sta sploh zvedla, tudi to je zelo pomembno, da nima, mamica že 6 mesecev noseča in sploh ugotovi, dojenček, je tukaj le. Tudi to je, kako dejansko stari starši sprejemajo tega, prihajajočega dojenčka. Vse to dejansko se beleži v našo podzavest. Vse to imamo mi tukaj not v podzavesti. Potem pride na svet otroček in spet srka vse te občutke. In kadar je otroček kar naprej bolan, govoriva o virozah, gre v vrtec in se ga čisto vse prime. Jaz tako mamico vprašam, mamica, kako je tebi v svoji koži, kako se počutiš, In pogosto mi pove, ja, imam to stisko, se ne razumem, s taščo, ko živimo pod isto streho, imam težko zahtevno službo in take stvari, Dejansko, ko starši začnejo spuščati iz sebe vse te bolečine, potem dejansko otroček, res, to so neverjetne stvari, kaj se vse dogaja, Pa samo eden od staršev začne intenzivno na sebi delati in je otročku mnogo, mnogo lažje, Ja, se jih to, ko si prej rekla, tudi recimo Bruce Lipton, znan biolog, pravi, da otrokovo podzavest se do 7. življenja opisujejo programi, ki ga potem do 7. leta? Do 7. leta, ja, ki so potem odgovorni za kar 95% njegovega življenja. To je res tako, wow, kakšna odgovornost je.
A ne, a veš, ampak jaz pa rečem, a veš, seveda, tako kot smo rekli, vsak da svojemu otroku tisto, kar mu najbolj zna. In veliko dobrega, ampak tudi kaj slabega. Ne? In jaz rečem, lej, ko si ti odrasel človek, ne vem, 23 plus, a ne, ti si zdaj dejansko odgovoren zase. Če vidiš, da si prinesel iz svoje družine veliko težkega, veliko travem, akcija, a ne bomo se zdaj šlepali na to, joj, tako mi je bilo težko, zajebel so moj življenje, ta stari. A ne? A veš, mi je bilo zanimivo, ko sem pisala članek, kako je treba vzeti, a veš, odgovornost za svoje življenje v svoje roke, a ne? Ja, pri 18 smo vsi happy, wow, nismo več odvisni od staršev, da je pa, a ne? Ja, veš, pa pride 50-letnik k meni na terapijo s težko obliko raka in reče, edina dota, ki sem jo dobil od staršev, je tale rak. A ne? A veš, toliko časa smo že samostojni, a ne? Pa nismo pri 18, seveda, ne vem, smo pa sigurno pri 25, a ne? A veš, ne moreš pol ti čez 25 let reči, moje starše so se zafrknila, ne? Ja ne, ti si odgovoren zase. A veš, tako da akcija, če je bilo pretežko, pa včasih sploh nimaš občutka, da je težko, a ne? Zato, ker tudi, a veš, mogoče je bilo zelo ljubeče okolje. In sta se starša imela rada, in sta tebe imela zelo rada. Mislim, bi človek rekel, a ne? Vse je tako lepo. Ampak, a ne, otrok tudi čuti, kako je meni, a ne? Če imam jaz veliko žalosti v sebi, mogoče iz otroštva, mogoče še iz prejšnjih življenj, kakorkoli, bo to otrok čutil, a ne? A veš, lahko je čudovito okolje doma, vse ljubeče, ampak če imaš preveč ran iz otroštva, to otrok čuti, a ne? Tako da smo, ko mi vemo, kaj vpliva na otroka, akcija, a ne? Ne prej sebe, a ne? Če imamo otroke, delamo to tudi za otroke. Ja, opažam, da je zelo so občutljive teme, ko govorimo o težavah v boleznih otrok. Jaz sem recimo videla, ko smo imeli že v prejšnjih podcastih, recimo tema ADHD, hiperaktivno vedenje. Si nisem mislila, da je to tako občutljiva tema, ampak ja, ko nakažeš staršem, da otroci nekako kažejo njihov odnos, njihov partnerski odnos, kako se oni počutijo, zelo hitro se vklopijo občutki krivde, slabe vesti, seveda, in potem gremo zelo radi v obrambo, v napad. A res? Sem tako? Ja, tako da me v bistvu zanima, da tudi ti pokomentiraš s to samo težavo ADHD, ki je očitno zdaj zelo taka aktualna tema. Ja, zelo moderna. Pa hkrati tudi kako se soočati z slabo vestjo, z občutki krivde, ki pa verjetno vsak starš, sama si tudi mama, verjetno si se tudi ti kdaj soočala z občutki krivde oziroma z neko slabo vestjo, kako to, kaj narediti s temi občutki? Aha, zdaj si mi postavila veliko vprašanj. Ja, bom te sproti. No, tako v bistvu, dejansko ti občutki krivde, a ne? Ti zdaj tako si meni čist na uno Ahilovo peto pritisnila, ne? Una moja, konkretna, a ne? Konkreten izziv, ko človek začne gledati v svoje otroštvo, preko tega, ko lahko jaz vidim v človekovo dušo, vidim, kakšne rane dobi človek iz svoje družine. In potem seveda, če jaz vem, da odrasel človek, kaj je dobil iz otroštva, se tudi jaz zavedam, seveda, veš, tudi najini sinovi so dobili marsikaj težkega, tudi od mene, sploh nenamerno, veš, jaz sem vedno mislila, koliko sem ljubeča mama, ampak in seveda spet poiskati pot, da dejansko dam te bolečine iz sebe. Da dajem te bolečine iz sebe in dejansko sem jaz tudi prišla do tega, veš, očitno sem nekoč v nekem prejšnjem življenju, mogla biti zelo slaba mama, zato imam te krivde, zato imam toliko teh krivd in je danes tukaj so zato moji 3 fantje prišli, in tudi, z vsak svojimi zaznambami od mene, ker me učijo.
otroci so naši največji učitelji in tisti, ki želijo, da se mi starši naprej premikamo. A ne? In dejansko, ja, jaz moram znebiti teh krivd. A ne? In kar si rekla, ta hiperaktivnost, preobčutljivost, ja, sem kakorkoli obračamo, otroci so odraz nas. Pa če je še tako težko to slišati, ampak jaz vedno rečem, če je nek otrok, ima neke motnje, ima težave, potem, meni je to, enostavno, če bi rekel, koliko je to enostavna rešitev, ni tvoj otrok kritičen, tvoj otrok bo super, je že super, bo pa tudi super vedenja, če lahko ti nekaj narediš, zase, najprej zase, potem za otroka, za partnerski odnos, to ne pomeni, da kdor ima takega otroka s katerokoli motnjo, ADHD, ne vem kaj, vse sorte, to ne pomeni, da je ta starš slab, ali da nima dovolj otroka, ali da nima ta starša rada. Ne, to pomeni izključno lahko je vse to, lahko pa pomeni samo to, da ta starš nosi preveč ranše iz svojega otroštva. In se jih ne zavedamo. Mi se ne zavedamo, da imamo v sebi še toliko enih strahov. Ker nam je to lastno, ker smo v tem gor živeli in mama je bila tako prestrašena, ja bom pa še jaz prestrašena, tudi, čist normalno, To so oni podzavestni vzorci. In če vidiš, da je tvoj otrok ima neke težave, ali da je ves čas bolan, ima skozi viroze, ali da je hiperaktiven, tretje, ali ne vem, recimo že novorojenčki, dojenčki, imajo motnje spanja, potem, kaj se začne že pri dojenčkih, alergije na hrano, atopijski dermatitis, to ni, spet bom rekla, mogoče tudi, ne vem, 0,5%, da je od česa drugega izhaja, vse ostalo je to odraz stanja staršev. In pa to res ne pomeni, da je kaj narobe, v odnosu, v ljubezni do otroka, ampak tukaj noter imamo pa še nekaj, kar imamo za spustiti iz svojega otroštva, nekaj zelo močnega. In otroci dejansko nas spodbujajo. Kadar imajo otroci težave, je to sam znak, starša, premaknite se. Poglejte, kaj vama ne špila. Ali skupaj, ali vsakmu posebej, kje sta nezadovoljna, zakaj sta nezadovoljna, Samo to je. Otroci nas vedno res sam spodbujajo. Dajmo se premakniti. Zdaj recimo, kaj praviš, ta ADHD je tako moderna dejansko, kako bi človek rekel, sedaj kakšen starš bo užaljen, ko bo to poslušal, ko ima takega otroka še, danes je še tak, ko bojo starši na sebi porihtali, bo otrok čist drug, tako da premaknimo se. To so majhni otroci, potem zdaj ti najstniki naši, imajo težave, pa se samo poškodujejo, pa so obsesivno-kompulzivne motnje, velike tesnobe, paničnih napadov, dejansko vse to jaz opažam, gre samo iz tega, ker mi otrok nismo znali pravilno naučiti, kako delati s težkimi občutki. Če je recimo v družini se ves čas tlačili težke občutke. Nekaj zelo žalostnega smo doživeli, ampak ne. Mami ni bilo dovoljeno kazati svojih občutkov in mama je zelo žalostna in skozi samo tlača. In otrok se nauči isto. Isto z jezami, strahovi. Vsi tisti občutki, ki niso navzven fajni, ker niso odraz srečni smo, vse je super, se v nekaterih družinah potlači. In potem seveda, čisto normalno je, da je pa vsak človek tudi žalosten. Jezen, fejst jezen, tudi na starše, fejst prestrašen, zaskrbljen.
In potem, če je tega toliko preveč, seveda ta stiska okrog korone, naši mladostniki so bili zaprti v svoje sobe in tako, otroka noro boli, ne more pa pokazati, da ga boli, ne more dati te stiske iz sebe in potem nekdo, bo vzel, ne vem, klinco in se bo začel rezati. Zato, ker bo tista bolečina, ko bo začutil bolečina, bo njemu lažje. Za hipec mu bo lažje, za hipec bo spustil vse tiste žalosti iz sebe. Ravno tako panični napadi. Obsesivno-kompulzivna motnja. A veš, in ko nekaj takega pride v družini, ko končno starši uspejo videti, slišati, nastane panika. Že prej, a veš, ljudje niso se znali soočati s težkimi občutki, zdaj pa naš otrok, naše največje, kar imamo, naše sonce, je v hudi stiski. In takrat, a veš, res one hude stiske potem pridejo na plan še od staršev in jaz rečem, ja, treba je pomagati mladostniku, ampak starši, akcija vi. A veš, tako da, recimo, pri meni na terapijah, mi se pogovarjamo, ja, prvo srečanje je tisto, to si doživel, to se ti je zgodilo v življenju, v otroštvu, zato imaš danes še te rane, zato je ta bolezen, je ta težek odnos. Potem naslednje terapije se pa mi ne pogovarjamo več, kaj je pa mož rekel, kaj je pa mama grdega naredila njemu, ampak jaz, ja, v redu, povej, kaj ti je bilo, kaj se je dogajalo, vedno pa rečem, kako se ti počutiš. Zapri oči, kako je v tvojem telesu, ko se spomniš tega dogodka. Kako boš zdaj dal to ven? A veš, vse, kar se nam dogaja v odrasli dobi in nas spravlja v hude stiske, ima neko povezavo z našim otroštvom. Ali se mi tega spomnimo, da je nekje po 3. letu, ali se ne spomnimo. In dejansko ni potrebno, da vemo, zakaj, odkot, zakaj je bila mama tako žalostna. Ker ta žalost je zdaj moja. In je samo to pomembno, da damo to ven. In ti naši mladostniki, ki so zdaj v hudih stiskah, dejansko pridejo do mene in mi se samo učimo, kako se jaz danes počutim. Kako sem se počutila v šoli, kako mi je bilo, kako bom dala to ven. Da dejansko se vsak dan umivamo znotraj. A veš, starši so nas zelo, se veš, higiena, super, umite zobke, stuširani, dišiš, ja, a veš, nihče pa nas, in tudi mi naših otrok pogosto nismo znali naučiti, kako si se pa ti danes počutil, kaj je bilo lepega v šoli, kaj je bilo težkega, tudi to težko je treba, kako si se pa počutil, bomo dali to ven, boš zboksal jeze, boš zbobnal žalosti, a veš, tako da dejansko pol vidiš, ti naši otroci, ki imajo take in drugačne tegobe, pa že mladostniki in tako, vse gre samo za občutke. In ko mi znamo dati sproti težke občutke ven, ne bo več obsesivno-kompulzivne motnje, ne bo več paničnih napadov, ne bo več ADHD, čeprav, tukaj gre za mlajše otroke, pa tudi, ko je otrok šolar, pa tudi že oni starejši vrtičkarji, dejansko že prakticirajo doma starši s temi starejšimi vrtičkarji, jezen si, pa naštimajo boksarsko vrečo, pa naštimajo en trd pavšter, da se noter brca, boksa, a veš, to je zdaj tukaj, tisto pomembno, da se mi znamo ustaviti,
A veš, zato se moraš ustaviti, da se vprašaš, kako sem se pa jaz danes smel. Ne samo, da bezlamo, pa ta krožek, pa una obveznost, a ne, pa ta nastop, pa mi, a ne, a veš, služba, a ne, ampak da se ustavimo in se vprašamo, kako pa sem se jaz danes smela. Kaj je bilo pa težko? Kje čutim to? In dam to ven. In dejansko otroci, mladostniki in mi odrasli začenjamo čisto drugače živeti, ne? Ja, res se mi zdi, da je pač težava glih to, kar se nismo nikoli naučili, kako delati s temi občutki, pa kako izražati čustva. Meni gre zdaj tako, malo mi gre na živce, kadar govorimo o pozitivnih pa negativnih čustvih, pa tudi jaz sama sem včasih, ko še leta nazaj jih dajala na dva pola. Selekcionirala lepo. Danes se mi pa zdi, da pač ni pravih pa nepravih čustev, občutkov, so samo bolj pravi pa manj pravi načini za izražanje. In recimo, ko kdaj kdo reče, ne vem, jaz pa nikoli nisem ljubosumen ali pa jaz nikoli nisem jezna, mi je tako, kako pač se to vsi čutimo, se smo vsi ljudje. Poraj samo v tem, da pač te nikoli niso naučili, kako jih izražati in je bil verjeten odpor od okolice, če si bil jezen in si se ti pol naučil to tlačiti, tako da je res naučiti se, kako izražati ta čustva. Ja. Kako ti gledaš na to delitev? Pozitivna, mislim, a veš, dejansko smo to že odprli zelo, mislim, to je dejansko, mi smo v 21. stoletju, pa se obnašamo tako, da mislim, da smo glede teh naših občutkov, da smo v kameni dobi, tako da, a veš, mislim, recimo prej smo govorili o teh naših šolarjih, ki, a veš, so moteči in tako naprej, Mislim, v 21. stoletju se kaže na otroka, se ga daje na sramotilen oder. Halo, a veš? In sem toliko vesela, kdaj, ko imam, ne vem, kakšno učiteljico v svoji, pri svojem delu, vzgojitelje, vzgojiteljice. A veš, ko začutijo to, koliko je lažje, A veš, in dejansko poskušajo že v svojem razredu to upeljevati. Super, ja. A veš, mislim, wow, to je tisto, kar otrok rab. Ne, da če je ves zafrustriran, ves jezen, da bo rečeš sed, primir sed. Kako se počutiš? Tam je kotiček, pejt, jezen si, nekaj grdega ti je rekel, sošolce, pejt v kot pa zbrce, kako se počutiš? Tle note vse stiska, dej ven, a veš, to rabimo, Tako da rabimo se začeti zavedati naših občutkov. A veš, mislim, je grozljivo, ko pride k meni odrasel človek, pa ne ve, kako mu je. Ker se sploh ni nikoli zavedal občutkov. Ampak iz vsega lahko zlezemo. Z vsega. Pa nikoli ni prepozno, Nikoli ni prepozno. Veš, to je pa tista, veš, kar rečemo, tako smo zanimivi ljudje, se veš, ne vem, pa popustijo, ne vem, recimo en primer tak zanimiv, prišel je gospod, ker sta imela zelo težek odnos in bil na tem, da gresta narazen in dejansko, ko je on sam začel na sebi delati, se je začel drugače obnašati in sta najdla stik z gospo, In potem je bil on zadovoljen, Pa sem rekla, a veš, zakaj si zadovoljen s tem, Ker recimo, ko si vprašala, zakaj smo na zemlji, Jaz mislim, veš, dejansko je naš cilj, da smo danes boljši, kot smo bili včeraj. In da bomo jutri boljši, kot smo danes, A veš, sem rekla, pa ne moreš biti ti samo zadovoljen, če si zdaj porihtal ta odnos z ženo. A veš, imel je pa kup zdravstvenih težav, Sem rekla, ti imaš tukaj svoje 3 otroke, ki odraščajo, oni rabijo polnokrvnega očeta tudi, ne sam žena, fajn, Tako da, ves čas se moramo premikati naprej. Ves čas. Tudi, če so majhni korakci, vse šteje, vse šteje, res vse šteje, ampak življenje je kratko na nek način. Tudi, če bo nekdo živel 120 let, je prekratko, da bi včasih preveč majhne korakce delali, Kdaj pa, pri katerih letih opažaš, da recimo se ljudem začnejo težave, pa velikokrat rečemo tako, do zdaj je bilo vse super, vse mi je šlo fajn, zdaj pa kar naenkrat bolezni, zdaj pa kar naenkrat težave.
Ampak nič ni čez noč, ne? Nobena bolezen ne pride čez noč, nobena težava ne pride čez noč. Ja, mogoče tudi zakaj sploh človek zboli, kako ti to razložiš? Ja, veš, mi smo energijska bitja in dejansko, to Kitajci odlično vejo, kako tečejo ti energijski meridiani, TKM, tradicionalna kitajska medicina, čist deluje na tem principu, In zdaj tako, če, recimo nekdo je dobil v otroštvu veliko žalosti in je ni znal dati ven, žalost se kopiči v pljučih. In te žalosti je veliko, in ne gre ven in dejansko energija po telesu ne more več lepo teči, ker so pljuča prepolna žalosti. In potem se pojavi neka bolezen v povezavi s pljuči. Tako da naši težki občutki dejansko, ki jih ne znamo dati ven, se nekje kopičijo. In potem, če to dolg časa živimo tako, se potem pojavljajo bolezenski znaki. Vprašala si kdaj, po katerih letih. Ja, tako je res zanimivo. Veš, kakšen reče, ja, zakaj zdaj, ko se pogovarjamo, lej, pa si imel tako otroštvo, pa prav, zakaj zdaj, Ja, veš, nekaj časa, mi dejansko lahko vlečemo tist voz. Veš, tako je, jaz sem si tako predstavljala, da imamo mi en voz, in ga vlečemo čez hribe in doline, čez življenje, in tukaj gor samo tlačimo, veselje in žalosti in zamere in jeze, in dejansko, veš, naše telo se pa stara in enkrat ne moramo več, ne moramo več v klanc, ker je naš voz vsega težkega pretežek. Tako da zanimivo je bilo, enkrat sem poslušala enega psihiatra, ki je rekel, do 40. leta se lahko delamo, potem ne več. Mislil pa je, do 40. leta mi lahko igramo, da tistega, kar je bilo v našem otroštvu težkega, ni bilo. Tudi energije imaš do takrat še verjetno, si še mlad, ti gre še nimaš več toliko energije za tlačenje. Je pa seveda vse, a veš, Gaussova krivulja, nekomu bo pa že pri 20 letih imel neke težave s srcem, še pri 60 šele začel čutiti, nekaj se mi dogaja, ker imamo tudi različna telesa, Pa tudi ponavadi pravijo, da je tako, ne vem, da se te pri tistih letih nekaj sproži, ki se je tudi recimo mogoče predniku zgodil. To sem tudi jaz opazila, če nekdo, ne vem, mu je njegomu staršu umrla mama, ki je bil star 28, pa te pri 28 začne nekaj dogajati, pa ne veš, odkje, velike so te povezave. Ja. Se pri tistih 28 začne ven butati tista žalost, Ja, smo kar tako zelo povezani. Bi nam še malo razložila, kakšne primere različnih boleznih, ki vidiš pri svojemu delu, njihove povezave s primarnimi vzroki. Zdaj vem, da vsak človek ima svojo unikatno situacijo, pa neke kompleksne zgodbe za sabo, ampak tako verjetno neke rdeče niti se vlečejo pri podobnih težavah. Recimo, ne vem, če dava za primer težave z rodili pri ženskah. Kaj so tam ponavadi neki vzroki? Ja, tako lepo si rekla, da je res vsak človek je unikaten, ima pa nek skupni imenovalec, pa imajo te težave. Rodila, ženska rodila, v rodila mi ženske pospravljamo občutke, da smo slabe. Zdaj pa, odkot te občutki? Recimo, lahko, da je bilo doma zelo težko, da je bilo doma veliko alkohola, ko je bila deklica mala, veliko alkohola in to se je kar živelo tako, mama se ni ločila, recimo teh primerov je zelo veliko, da so bile dejansko, in deklica je pa mislila, da vse tisto, kar imate starša med seboj, gre na njo, a veš, in da je to njej namenjeno in kam pa spravil v svoje rodila. Ali pa ne vem, da se je staršu nekaj težkega dogajalo, in je ona mislila, da je ona slaba. Tako da tukaj imamo potem recimo zanimivo je še to jajčnika, naša jajčnika. Kadar recimo se med terapijo čisti levi jajčnik
je to meni takoj znak, gospa ni spola, ki so si ga želeli doma, ne? Če ima recimo težave z levim jajčnikom ženska, to pomeni, da si je nekdo doma zelo želel, da bi bila fantak. A ne? Ker leva stran je naša ženstvena stran, desna stran je naša moška stran, ne? Po energijskem nivoju. Recimo težave z desnim jajčnikom pa pomenijo neprijetne spolne izkušnje. Lahko so to lastne neprijetne spolne izkušnje iz tega življenja, lahko so iz prejšnjega življenja, lahko so od naših prednic. Ne? Recimo to, potem je veliko teh vaginalnih vnetij, to je pa takrat, to ženska dobi, ko je zelo v nekem stanju, ko ne sprejema sebe. Težave s spolovili so dejansko pokazatelj, da ne sprejema sebe. Če to, recimo, ko smo, tudi moški imajo prostato, pa imajo tudi pogoste težave, težave s prostato pa pomenijo enako kot pri ženskah, da so not pospravljali občutke, da so slabi. Tako da. Kaj pa endometrioza? Ja, to je pa zanimivo, na Facebooku obstaja ena skupina za naravno zdravljenje. In potem je enkrat eno vprašanje neke mamice, jaz imam endometriozo, hči ima endometriozo, kako lahko na naraven način si kaj pomagamo? In potem jaz tam napišem, lejte, treba bo pogledati v svoje občutke, in potem sem dobila tak rafal nazaj, to gre za hudo bolezen, to ni psihičnega izvora, ja, veš, vse bolezni so našega psihičnega izvora, naših občutkov. Bom rekla skoraj vse, z vsemi se še nisem srečala, ampak s čemer sem se srečala, ima vsaka bolezen izvor v težkih občutkih. Ja, veš, in mislim, to je taka radost spremljati ženske, ko se uspejo osvoboditi težkih občutkov, ko, končno zaživijo lahko kot ženske, ko nimajo en teden strašne muke, ko imajo menstruacijo ali pa tudi 10 dni ali pa 14 dni čist, so podrte. Dejansko vse to izvira iz teh občutkov, da smo slabe. Isto neplodnost, kadar gre, pač ne najdejo vzrokov fizičnih, isto. Doma se je dogajalo nekaj, kar je dajalo ženski vedno občutke, da je slaba. Potem pa tukaj recimo še ta pogled. Prvi otrok zelo vleče občutke očeta. Če je oče imel občutke, da je slab, če je zelo, ne vem, pač živel tako, potem bo prvi otrok njegove občutke potegnil. Drugi otrok vleče občutke mame. Če mama recimo se že sama počutila slaba kot ženska, bo tudi ta deklica, če je to deklica, ko govoriva o neplodnosti, potegnila nase občutke, da je slaba. In če je teh občutkov ogromen, dejansko ne more, če je ona slaba, ne more biti še mama. Ja. Kaj pa recimo ščitnica, težave s ščitnico? S čim so povezane? Ja, veš, ščitnica ima že tako lepo ime, ščitnica nekaj ščiti. Ščiti naše srce. Kar sem do zdaj imela izkušenj s ščitnico, sem videla, da dejansko pridejo težave takrat, kadar se doma delamo, da je vse v redu, da se mogoče naša starša sploh ne marata, imata zelo težek zakon, ampak, ko pa je zvonc, pridejo obiski, je pri nas vse super, smo un seven heaven. Tako da, ker srce, čez srce grejo vsi naši najbližji odnosi. Ščitnica pa potem takrat, ko se mi delamo, da teh težkih občutkov ni bilo, potem pa ona prevzame tiste naše žalosti in strahove in vse. In ko, začnemo spuščati sebe spet te težke občutke, dejansko ščitnica se čisto umiri. Sem imela človeka, ki je prišel tak, do mene, dejansko ja,
čist mu je splahnela, a ne, dejansko ta čist povečana ščitnica, a ne. Tako da, ja. Samo enim jo pa odstranijo, a ne? Kaj pa pol, ko nimaš več ščitnice? Veš kaj, recimo nisem imela še primera takega, da bi človek ne imel ščitnice, mogoče malo težje rečem, ampak se potem dobijo recimo zdravila, a ne, pa potem ta uravnavajo. A veš, recimo zanimivo je, še vedno, recimo, imela sem pa že primer, ko gospa ni imela rodil, ampak še vedno se je ta predel čistil. A ne, zanimivo mi je bilo, a ne. Tako da, zdaj pa, veš, spet je pa vse, veš, vse telo je pametno, tudi če nekaj odzamejo, nekako potem se, a veš, lahko uravnoves. Zdaj pa tudi zelo na nas, kako, a veš, kaj bomo, a ne, kako bomo na te stvari pogledali, koliko ene, a veš, pozornosti bomo temu posvečali. Če nam bojo vzeli ščitnico, bomo rekli, konc je sveta. Res je lahko kmalu konc. Če pa si rečemo, toliko ljudi živi brez ščitnice, bom pa še jaz, a ne? A veš, vse je zelo tem, kako smo naravnani, tako da, vse se da, a ne? Veliko se da. Kaj pa pogoste migrene? Ja, migrene so pa čista potlačena jeza. Ja, tako da, a veš, včasih se že spomnim, ko so kakšne moje vrstnice imele že kot od najstnice migrene in tudi njihove mame so imele migrene. Tam doma je bilo vse narobe. Res. A ne? In ker nismo bili navajeni dajati jezi iz sebe, smo jih potlačali, ne, in takrat pa začne fejst boleti glava. Astma. Ti kar naštevam. Astma so pljuča. Ja. Žalosti. A ne? Če se to pri otroku začne, nekdo od staršev ima hude žalosti. Zdaj pa to, a je to prvi otrok, to pomeni, da jih ima oče, drugi otrok, tretji otrok je odraz družine, a ne? Tako se hitro lahko mal, a ne, kdor želi od staršev kakšne stvari rešiti, lahko zelo hitro stvari res. Se vsi osvobodimo, ne? Za izgorelost sva že prej se malo dotaknili, da pač nekako kaže, da nikoli nisi dosti dober, ne? Ne. Ja, nikoli dosti dober. A ne? A pa recimo, zakaj ne moraš reči ne, a ne? A veš, se veš, a ne, vedno je tisti rek, da naložimo unmo konju, ko vleče, a ne, in tudi naši šefi imajo take, a ne, a veš, a vejo, a ne, še dodatno delo, temu bomo dala, ne. Ta nikoli ne bo rekel ne, a ne, a veš, zakaj nikoli, a veš, človek ne upa reči ne, a ne. Enkrat je pa preveč, a ne, zato ker doma nikoli ni bilo tega, vse ima svoje meje. Ne znaš se ceniti, ker se mama ni znala ceniti, ker se oče ni znal ceniti, se tudi potem jaz še ne znam ceniti, ampak poiščem pomoč, poiščem pot, da se osvobodim tega, da brez slabe vesti rečem ne, a ne, ja. Pa recimo depresija je tudi zelo pogosta, ne, se to je pač tema, ki bi lahko en podcast samo o tem posneli, ampak kaj, to so tudi toliko enih občutkov potlačenih. Ja, lahko gre za zelo take kompleksne, a veš, za težka otroštva, težka otroštva. Pa zdaj, zdaj pa tako, veš, da ne bomo spet dali preveč teh, preveč teže spet staršem, a veš, lahko, ne vem, imaš ti, 3 otroke ali pa 5 otrok v eni družini, a veš, pa bo eden imel to težavo, 4 drugi pa ne, a veš, dejansko v bistvu kakšna osebnost smo, vedno je pa na nas, če vidimo, da se nam že nekaj dogaja, dajmo ta prav cajt, ne takrat, ko je treba že gasilce klicati, dajmo takrat, ko lahko še sami kaj pogasimo. Tisti je to, a veš, da se pravočasno zaznamo, recimo poporodne depresije, prav, veš, me se to že prej dogajalo, a veš, ampak ja, takrat sem odležala, sem rekla, imam slab dan, pa je bila pol nosečnost, pa je bil panični napad, a veš, dajmo to, Ja, sam se moraš res čutiti samega sebe, da lahko znaš. Je čas, je čas, da si skozi bolj prisluhnemo, Zdaj prihaja tudi zima, ko bo pa vedno več angin, grip, virus. Prej sva sicer govorila že o otrocih, ampak ja, kako pa razložiš te bolezni?
Pri odraslih, mislim. Veš kaj, mogoče bi dala angino v drug sklop, recimo to ti viroze, gripe, dejansko nam COVID. COVID, ja, tega bomo čisto pustile, čisto druga zgodba, kako jo jaz čutim, tako da dejansko, no tudi COVID, veš, nam samo kaže, veš, v kakšni kondiciji je naše telo. Tukaj gre za vse, koliko skrbimo mi za telo preko športa, gibanja na svežem zraku, kvalitetne hrane in pa seveda občutkov. Enkrat je ena mladenka rekla za svojega strica, zelo mlad je umrl, prav športnik, top, mislim, res zdravo se prehranjeval. Pri 40 ga je mislim, da 3 mesecih pobral raka. In ona je rekla, tako slikovito bom jaz kar njene besede uporabila. Bolj pomembno, kaj žremo, je to, kaj nas žre. Tako da ja, vse je treba. Prihaja, veš, ta obdobje teh viroz in vsega, dajmo, veš, veliko biti na svežem zraku, veliko brcati sebe v rit, ne na kavču, kakšen kavč, pejt ven, veš, namesto, da greš na nek utesnjen prostor na kavo s prijateljico, pejta na vrh hriba. To je moj, ne vem, recept. Narava je zdravilna in nas res lahko zdravi. Tako da vse to je odraz, veš, koliko težko obliko viroze bomo dobili, veš, ja, so mi otroci prinesli iz vrtca. Ja, ne, mislim, zakaj, veš, ne rabiš je, seveda, včasih pa telo rab malo počitka, veliko stresa, veliko aktivnosti v službi, še vse bi radi, enkrat ti reče, da je malo poči, Kaj si rekla, pa angine, veš, eni imajo sploh skozi to ponavljajoče se angine, angina je pa tle grlo, govoriti. Kako je meni? Govoriti, da sem tukaj. Veš, če jaz imam pravico povedati, kako mi je, da mi je težko, da rečem, lej, to pa, tukaj si šel pa čist predelač, takole se ne bomo več šli, potem jaz se lahko izražam. Če pa meni fejst težko in še nič ne rečem, se pa pogosto potem tukaj dogaja vnetje na tem predelu. Kaj pa bi rekla tem občutljivim ljudem oziroma visokosenzitivnim ljudem? Zdaj v to kategorijo zagotovo jaz lahko umestim tudi sebe. Se pravi, to smo te, ki zelo močno čutimo vse, tako svoje čustva kot okolico, čustva drugih, stres, vse je tako potencirano, intenzivno. Imaš mogoče kakšen nasvet za nas, občutljivčke, da nam bi bilo življenje malo lažje? Ja, veš da. Zdaj tako, ljudje se že rodimo, eni malo bolj kot brezice, eni kot hrasti, če lahko tako rečemo, ampak še vsi smo pa dejansko bomo preživeli veliko, zdaj pa sam kako. Jaz zelo občutljive ljudi dojemam kot ljudi, ki nosijo v sebi zelo veliko še težkih občutkov, kakšnih žalosti. In ko se človek začenja tega osvobajati, to so neverjetne stvari. Res, marsikdo reče, joj, a veš, ne grem v to družbo, tam je toliko težko, ne grem v trgovino celo, tam čutim vse energije, A veš, pomembno je, da smo mi v svojem stebru. Kdaj smo mi lahko v svojem stebru? Naš steber je ta hrbtenica, in ko mi dejansko porihtamo težke občutke iz našega otroštva, zamere do staršev, dejansko takrat smo mi, močni. In takrat se lahko okrog nas vse sorte ruši, tudi če smo bili bolj občutljivi nekoč, Ker ko mi dajemo ven težke občutke, ko se naučimo vsak dan umiti se znotraj, dejansko veš, mi postajamo res močni. Smo še vedno občutljivi, ampak nismo pa preobčutljivi. Tako da, ja, veš, samo, mislim, ne vem, meni je tako nenavadno, veš, ko berem to, pa so preobčutljivi otroci.
dajmo jih, usmerjati v to, da lahko dajo ven svoje težke občutke, ki jih delajo preobčutljive še. Ki jim ne dajajo lastne moči. Težki občutki ti ne dajajo moči, da zmoraš, da si, recimo, jaz imam tako meditacijo drevo, da dejansko z drevesom zrasteš, to je to. In potem, ko greš v situacije, ko veš, da so ti včasih povzročale težke občutke, sem v svoji energiji in je čist drugač dejansko se živi, Ja, v bistvu se naučiš čustva handlati, se soočati. Da ne tlačaš vse v sebe, ko srečaš tam enega človeka, se ti zasmili in potem bi ti jokal, a s tem, kaj rešimo, da daš, tega človeka smo srečali samo zato, da te, pokaže, tukaj imaš še preveč žalosti. Da jih ven, da boš lahko potem, da boš dejansko steber sam zase in za druge, A imaš občutek, da je tukaj kaj? Kakšna rešitev? Imaš občutek, kaj si rekla, da si tudi ti včasih meni se zdi, tako kot sem rekla, v bistvu je to neka čustvena zrelost, ki potem se naučiš ti predvsem izražati čustva, ki jih prej si jih tlačil, pa sigurno, da to enkrat se naučiš, začutiš to moč v sebi, da te nič ne more. Nisi več tako nemočen. Dejansko postajaš močen in si v svoji moči, v svojem stebru moči. Tako da, enostavne rešitve so. Samo poiskati moramo ta način, kako dati vse težko iz sebe. So pa niso, Po eni strani so enostavne, po eni pa. Najtežje je priti tam, čez prvi val, ker pol od zunaj je vse mirno, včasih je res težko se zazreti v svoje otroštvo, pogledati, kaj pa še imam tukaj noter, ker sem sam, 40-50 let samo bezlala, da sem bežala od teh težkih občutkov, ampak škoda, da, pridajo bolezni, da težki odnosi, če lahko, tega ni, Pa še malo na partnerstvo. Recimo, ljudje, ki jim potem ne uspejo odnosi, se pogosto sprašujejo, zakaj vedno zbiram napačne moške ali pa ženske, kje jih najdem, zakaj sem magnet za zlorabe, recimo, ali pa za... Zakaj, Pa smo spet pri otroštvu, Mi si izbiramo partnerje potem ne kako kakšen zgleda. Kako ima kakšen lepe oči in lepe noge in mišičast je, ampak mi se izbiramo iz naše podzavesti. Dejansko mi se začutimo, kdo ima enake rane iz otroštva kot jaz. In potem s tem človekom zavibriram. In zdaj, če ima človek zelo velik ran iz otroštva, da je bilo zelo težko doma, potem bo dejansko ta dobil človeka, ki čist rezonira z njim. In dva blazno ranjena bosta težko uspešna, zadovoljna, se imela rada, se spoštovala, ker tega že doma ni bilo. Tako da, kadar se to dogaja, pejmo spet v otroštvo, poglejmo, kaj se je težkega dogajalo. Kakšni zapisi so še v tvojih celicah in kako se jih bomo znebili. Ampak on je kriv, zaradi njega sem nesrečna, on me ne spoštuje, on me ne sliši, on mi ne da dosti pozornosti. Sam, da bi se on malo spremenil, pa bi bilo vse ful boljše pa lažje. Tako je najbrž govorila mama od te gospe, ki takole govori, tisto, kar mi že doma vidimo, če je mama ves čas govorila, foter, za vse je on kriv, pa ga ni domov pravočasno, pa me jezi, pa ni dosti pozoren. Če to deklica gleda, seveda, vse so drugi krivi, mislim, to je neverjetno, recimo običajno so to ženske, ki pridejo prve k meni, iz para in reče, tik pred ločitvijo sem,
In potem gremo mi v proces, v terapevtski proces. In ženska ozavesti, tudi kakšen moški je vmes, no, pa rečemo človek, pa en iz para ozavesti. Kako se pa ti počutiš, ko on tebi to naredi? Kako je v tvojem telesu? Ja, v redu, takole in takole. Kako boš dala to ven? In dejansko, ta človek sam sebe znotraj umiva. Prej ga je ena beseda, en stavek od partnerja čisto iritirala in je ven padla. Zdaj ona to jezo, te žalosti, frustracije da na primeren način, takrat, ko ima sama čas za sebe, pol ure na dan, da ven. In dejansko nje ne zmot več. Un stavek nje ne zmot več. In partner se začenja ob njej počutiti varnega. Ker dejansko vse, kar se nam dogaja, je čisto odraz naših primarnih družin. Ona se počuti, ko njej on to reče, tako kot se je počutila, ko je bilo otrok. In to njo zelo prizadel. In ko ona te bolečine da iz sebe, nje ne boli več. In obratno, tudi njega, partner, je zelo zabolel, ko je ona začela, bejvskati vanga, ker je to mama delala očetu. In tukaj je to njegovo bolečinsko jedro in kaj je on naredil? Umaknil se je, ukrčešil in se umaknil. In komunikacije ni bilo. In ko začne eden od partnerjev delati na sebi, mislim, to je neverjetno, kakšna energija teče. Tako da, jaz sem, res večina ljudi, ki pridajo pa rečejo, ločujeva se, ali pa se bova ločila, sem na tem, ponavadi takrat pridajo, ko rečejo, ločila se bom. Jaz sem se pa odločila. Ne ločijo se, ker se končno začutijo, ker so počistili one svoje rane, in ne odreagirajo več ranjeno. Pa tako, velikrat, ko še reče, ok, jaz že delam na sebe, on pa ne dela na sebe, pa noče na terapijo, pa jaz rečem, ne, super bi bilo, če bi, ampak začniti sebe spreminjati. Kot prvo, starši smo, mama je odgovorna zase in za svoje otroke. Oče je odgovoren zase in za svoje otroke, dokler ti niso odrasli. Žena ni odgovorna za moža, ne more biti. Je pa odgovorna za otroke, da bojo živeli v miru, v lepem okolju. In dejansko, ko eden začne na sebi delati, ta čudovita energija teče na vse. In se začnejo spreminjati vsi, partner in otroci. Tako da recimo, sem bila en tak zanimiv primer, ker je rekla gospa, zdaj je pa pri nas tako, da bi mož hodil na terapijo, ne jaz. Čist drug je. Ja, seveda, ker si ti čist druga. Ker ti, ne odreagiraš več ranjeno na tisto, kar on tebi ti naredil, kar ni bil pozoren, kar je bil groba. Tebe to ne zaboli več in on se počuti varno ob tebi in ne beži več. Ja, se v bistvu tvoja podzavest nekako zahteva od drugega, da se tako obnaša recimo do tebe na nek način, pa ker ti uspeš to sam, ne rabiš več njega, da te špika. Tako da, mislim, tukaj res, jaz vedno rečem, izkoriste, če škriplje v partnerstvu, da izkoriste te terapevtske možnosti, poiščite rešitve za sebe, ne jeti narazen zato, ker, Ja, mislim, lahko greš narazen, pa če ne boš pogledal, zakaj, imaš te občutke, boš itak spet šel v nov cikl istega, ne boš itak prevlekel verjetno spet identično, dokler ne boš pogledal. Se mi zdi pa, da v teh duhovnih krogih je pa tudi pogosto mišljenje, da se ženske ločijo, ko začnejo delati na sebi, kaj pol ta argument, jaz grem naprej, on pa ostaja tam. Se pravi, pol to v tem kontekstu, če ti res delaš na sebi,
ne gre tako, ne? Da se... Ja, veš, kaj sem hotela sploh reči? zdaj pa, odvisno, veš, kako delaš na sebi, Zdaj lahko delaš tako na sebi, da v bistvu, samo njega, veš, mislim, samo gledaš njegove napake. Kaj on ni naredil, kaj on ne dela na sebi, A veš, če pa ti dejansko res na sebi delaš, tako da svoje rane, čistiš, jih celiš, dejansko, in če je bila ljubezen med vama, ne rečemo tam, kjer že na začetku so se spraševali, zakaj se sploh poročamo, potem dejansko ni nobene potrebe, da gre par narazen. Je pa, včasih je to, veš, tako recimo tudi zanimivo je rekla, enkrat ena gospa, ki imam tudi kakšne te meditacije in take stvari, rekla, veš, moja prijateljica pa ne pusti mož, je rekel, prav to, Jaz sem bila šokirana, Ampak malo tako zdaj opazujem tudi ljudi, veš, meditacija je nekaj fajnega. In te sprošča in ti pomaga, da par dni še si bolj umirjen, ampak veš, jaz recimo tudi vidim velikrat ljudi, premalo je meditacija. Z meditacijo ti ne razrešiš svojih travm iz otroštva, In zdaj pa, če nekdo, veš, res, ta vikend sem tukaj, ta vikend tam, 5. vikend spet, veš, sama neka duhovnost, pa če še naletiš na kakšnega, ne vem, mogoče, pravijo, da se vse zgodi z razlogom, ampak pustimo, vse imamo pa tudi izbiro, kam gremo, kako bomo, velikrat je tukaj precej neprizemljenosti, Jaz sem imam toliko fajn, ta vikend, zdaj sem toliko osvobojena, pa tam doma, pa sam kuhati zna, pa ni ta prav dedec, a veš, a znamo mi pogledati, tudi kaj pametnega, tudi, a smo mi prizemljeni, a veš, ali smo že, ne vem, 2 metra nad tlemi letamo s to svojo duhovnostjo, Ja, odlična je tudi duhovnost za bežanje. Seveda. Pred seboj, Bi človek rekel, mi se približujemo sebi, dejansko pa bežimo od sebe, A vidiš še kakšne izzive v današnji duhovnosti? Izzivov je veliko, A veš, tako recimo pravijo, a veš, ko sem jaz začela to delati, jaz nisem imela pojma, nisem v tem svetu živela, in potem so ljudje rekli, a veš, pa je težko, ker je tega toliko, in potem sem dejansko res videla, tega je toliko, tako da, izzivov je veliko, A veš, od tega, da vsak, ki se malo čuti, da bi lahko tu bil, pa ima 5 minut časa, organizira neko zadevo, od tega, da se, ne vem, samo fajn denarji nekje vlečejo, in ti obljubljajo, vsak se lahko to nauči, neke veščine, neke intuicije, tam, ko ti rečejo, vsak lahko beži od teme. Ker mi nismo vsi, ne vem, če nam je všeč košarka, ampak ne bomo vsi kot Luka Dončić, lahko bomo pa igrali košarko, če ti pa vsak reče, toliko boš dober kot Luka Dončić, ne, tam pa se malo ustavimo, tako da meni je všeč, recimo, ko so kakšne te zahtevne šole, govorimo o teh dragih zadevah, ko dejansko že preverijo na nek način človeka, a si ti primeren za to ali nisi primeren, da se ne, a veš, potem se pa problem je, vidim, ker se potem na človeka kaže, pač ni človek za to zadevo in potem se reče, ker nisi uspešen, to je krivda v tebi, nisi, ne vem, dovolj zdravo jedla, nisi imela dovolj prečiščenih misli, in potem človek še več teža na sebi, ker ni, tako da tukaj, z intuicijo, če je, se lotevati teh stvari. Predvsem pa ne kar z ene na drugo, na tretjo, bodimo tako, bolj na, Kaj pa recimo opažaš, kako se moški soočajo s travmami? Verjetno malo drugače kot ženske? Ne vem, zdaj mi pade na pamet, zelo popularno je kopanje v ledenih vodah, pa kakšno ekstremno športanje. Ne vem, kako vidiš mogoče moške.
Moški ne rabijo. Z moškimi ni nič narobe. A ni tako? Ja, ba je, tako pravijo. Če bi imeli tlele, za kamerami 10 moških, kaj bi, ko bi jih jaz vprašala, kaj bi, a rabite, kaj bi rekla, 10 moških. 2 bi najbrž bila tiho, pa bi povesla pogleda, 2 bi najbrž še skomignila z rameni, to se pravi, še 6 nam jih ostane, 6 bi pa rekli ne, mi pa tega res ne rabimo. In jaz bi rekla, unih 6 bi najprej rabila. Tako da to ne pomeni, če se lotaš dela na sebi, da je kaj narobe s tabo. To samo pomeni, da si dovolj ozaveščen, da si dosti pogumen, da stopaš iz une cone udobja in da pogledaš, ja, mogoče pa lahko tudi jaz kaj naredim. Tako da ti moški so pogosto velik izziv. Moškemu, običajno so tudi izjeme, ampak običajno manjka že pol glave, da bo nekam prišel na neko terapijo. Da bo rekel, jaz pa bi rad tole. Lahko doma, otroci strašno in žena strašno trpijo zaradi njega, pa se ne bo premaknil. Ja, bo šel, takole, kaj, potem na tak način. Eni grejo na 5 piv, eni, ostajajo v službah neskončno dolgo, samo da se ni treba soočati. Do meditacije se še spravijo, pa tako, kot si ti rekla. Ledene kopeli v Bistrci, Kamniški so aktualne, ekstremno športanje. S tem je spet isto, kot smo prej rekli, s temi meditacijami, duhovnostjo, pomagajo za nekaj časa, ampak travme te ne bojo osvobodile. Tako da, dragi očetje in možje in samostojni moški, čas je, da dejansko pokažete, bi jaz rekla, koliko ste pogumni, da se upate zazreti vase. Zakaj bi, vaši otroci in žena trpeli v nezdravem okolju, če lahko res na enostaven način stvari spravite na bolje. Ja, meni se res zdi, da nekaj najlepšega je pač pri moških, ki se odloči, da poišče pomoč, ki si dovoli. To jim je tako. Res, jaz sem jih tudi neskončno sem jih vesela, res. A veš, in ko potem spremljaš, ko pove, kako se imajo pa zdaj doma, kako je čist druga, dinamika v družini, ali pa tudi, če je samski, kako je zadovoljen s seboj, koliko mu je lepo živeti. Mislim, fantastično, No, zdaj, ko smo bili že v odnosih, bi sam še eno stvar. Kaj bi pa rekla osebi, ki recimo doživlja nasilje, kje začeti razpletati ta vozu zlorab, ki se, verjetno si v vlogi žrtve, ampak kako, kako pristopati recimo k osebi, ki se zapleta v nasilje? Zdaj, veš, zanimivo je, vprašanje, kako pristopati k človeku, ki je v nasilju. Ker jaz se spomnim iz soseščine, ene družine, kjer je mož vedno pretepal svojo ženo. In to se je dogajalo na ulici. In potem je enkrat en možakar stopil zraven in rekel, pa nehaj, postavil se je. Kaj je bilo? Žena, še una pretepena žena se je spravila na tega, kaj je hotel red narediti, kaj jo je hotel zaščititi. A veš, tako da, če si žrtev sama ne želi narediti spremembe, potem ni rešitve. Ker, veš, zakaj mi recimo ostajamo v toksičnih partnerstvih? Ker nam je to bilo človeku domače, ker je bilo to v otroštvu njegovem. On kot otrok je videl samo to in to mu je čisto domače. In sigurno tukaj, če je tukaj nasilje, je bilo nasilje že v otroštvu. A veš, mislim, starši kakršnikoli so sveti za otroka. In če sta se starša pobijala, potem, da ponavadi so to ženske, ki so žrtve nasilja, da one ugotovijo, da to pa ni prav, to traja.
velikrat je že potem, da otrok reče, mama, zakaj se ne ločita, le kaj nam dela, a ne? A veš, tako da najprej si mora človek zaželeti, začutiti, da obstaja še nek drug svet, da je tudi svet miru in ljubezni, da to ni ljubezen, če tebe mož pretepa, da prihaja pijan domov, da otroci bežijo, da ne vejo, kje bojo spali in to, a ne? To ni ljubezen, a ne? Tako da na osveščanju treba delati fejst. Ja, izstopiti iz vloge žrtve, mislim, da je res tak zelo veliki izziv. Veš kaj, a ne? V vlogi žrtve smo pa hiter, a ne? A veš, še recimo jaz, a ne? A veš, ko že točno vem, a ne? Da, lej, nič ni, a ne? Vse so samo moji, a veš, moji občutki, a ne? Ni kriv, da sem jaz nam danes slab dan, da se slabo počutim, a ne? A veš, dejansko, ampak še zmeraj se kdaj ujamem, koliko je nesramen, kaj mi je naredil, a ne? Dejansko se pa jaz zato tako počutim, ker imam še neko rano iz otroštva, ki jo še nisem porihtala, a ne? Tako da, veš, ko mi začnemo, a veš, čist druge plati gledati naše odnose, a ne? Ko pogledamo, lej, jaz se tukaj ne počutim dobro, ne vem, s to prijateljco mi je, ono mi skozi, a ne? Kako mi je, a ne? Takole se počutim. Dajmo ven. Recimo je zanimiv primer, a veš, ena gospa je rekla, veš, jaz imam pa toliko nemogočo najstnico. Mislim, grozna je, a ne? In potem, seveda, kot mama je fejst trpela, a ne? In potem jaz rečem ti, kako se pa ti počutiš, ko ona to naredi, a ne? In pove. In prav včasih znorim, včasih se zjokam, a ne? Ja, dej, a ne, jaz sem vedela, da je to povezano z njenim otroštvom, ampak sploh ni potrebno, da iščeva, kako se je počutila kot otrok. Pomembno je, da se ona zaveda, kako se ona počuti, a ne, da nimo, a ne, a veš, otroci nas samo zbujajo. Kdorkoli pride mim in nas, a ne, spravi iz tira, nas je prišel sam zbuditi. No, in potem je ta gospa začela delati na teh občutkih, ki jih je zbujala njena nemogoča najstnica, nemogoča, ne? In prav, veš, je prišla do mene in je spet rekla stavek, ob katerem sem jaz ali znorela ali zjokala se. In sem bila čisto mirna, ni me več zabolel. Prav, in ona stoji tako zraven mene in ga ponovi. Prav izzivala jo je, a ne? Nič. In prav, čez 2 meseca še, isti stavka, ne? Jaz sem bila mirna. In prav, a veš, jaz sem ugotovila, koliko imam fajn hčerko. A ne? Prav, ni nemogoča, ampak jaz sem bila nemogoča. Jaz sem bila nemogoča mama. A ne? Kolikokrat rečemo, imamo nemogoče najstnike, imamo nemogoče može, imamo nemogočo taščo, imamo karkoli. Ne, nimamo. Mi moramo na sebi delati, mi nismo žrtve. Dejansko, a veš, mi toliko komuniciramo iz podzavesti, da je neverjetno, ne? Kaj je rabila ta nemogoča, takrat je bila še nemogoča hčerka, najstnica? Ona je rabila samo oporo, trdno oporo. Očitno je imela slab dan. In je prišla samo do mame, a veš, da bi mama, a veš, ji dala eno zavetje. In takrat, ko je ona zjokala se, ko je znorela, ni bilo zavetja. Nisem, a ne, dejansko hčerka je dobila signal, nisem v redu. Pri mami ne morem dobiti, a ne, zavetja. In ko je pa mama se čisto umirila, je dala to hčerki. Mir. V redu si. Tudi, če ti prideš le z žaljivim stavkom, ti si v redu, jaz te imam rada, je zvibrirala. A ne? In dejansko ste ugotovili, koliko fajn skupaj pašeta, a ne? Kakšen dejansko, a veš, dober par sta mama in hči, a ne? Ker prej je bilo pa sigurno, je tudi hči za mamo mislila, adijo pamet, kdo mi jo je dal, a ne? A ne? A veš, tako da, žrtve, nismo žrtve. Vsi ljudje, s katerimi imamo težke odnose, pridejo zato, da bi nas zbujali. Da bi nam pokazali, kaj težkega nosimo iz otroštva. Ali so to naši otroci, ki zbolevajo za virozami, ali so hiperaktivni, ali so nemogoči najstniki, ali kdorkoli, a ne? Zdaj imam eno sliko tako, pač enega težkega človeka, ki pač res
pride do tebe z neko težo, je nesramen. In zdaj ne vem, po eni strani ti moraš se naučiti postaviti meje, ne dovolim, da se z mano tako pogovarjaš, po drugi strani sicer, to si zdaj rekla v kontekstu otroka, mu pa daš prostor tudi za te težke občutke in rečeš, sprejmem te tudi tazga. Zdaj, ne vem, kaj je zdaj tle, a postaviti mejo? Verjetno je odvisno od situacije. Najprej moramo seveda se najprej vprašati, kako se jaz počutim ob tem težkem človeku. Kot prvo, naši sorodniki so ljudje, ki jih ne bomo črtali iz svojega življenja. Tudi, če je to težek oče. Tako da bomo fejs delali. Če pa to, ne vem, neka prijateljica, ki ti skozi pije, pa sodelavc, šef. Šefu se težje izognemo, sodelavcu tudi. Zdaj tukaj imamo samo, dve možnosti. Imamo ljudi, katerim se lahko izognemo, ampak pogledava v nekaterim se ne moramo izogniti. Ja, recimo. Dejansko, šef ima pod sabo recimo 10 ljudi in se do vsakih drugače obnaša. Zato, ker ve, kako se do koga lahko obnaša. In če je nesramen do mene, zakaj se do mene tako obnaša, do unga je pa v redu? To se pravi, jaz še nekaj nosim iz otroštva. Kako se počutim? In ko jaz spremenim svojo vibracijo, jo bo spremenil tudi ta človek. Res. In to so recimo tudi tako zanimivo mi je bilo, kaj rekla ena enkrat, da je začela pošiljati lepe misli svoje sodelavki, s kateri sta bili nemogoč, timski par, in prav začela se je ona drugače obnašati do mene. Ker dejansko res vsi prihajajo v naše življenje z nekim namenom, da se premikamo naprej. Zdaj pa, a znamo to videti, a rečemo, nemogoče. A smo žrtve, a smo dejansko akterji svojega življenja. Ne, nismo žrtve. Prej, ko si govorila o ločitvah, sem te samo eno stvar pozabila vprašati. Koliko je pa dobro, da je recimo časa mine med ločitvijo pa nekim novim partnerstvom? Veš kaj, mislim, dejansko se veš, vidiš, pravila ni, spet smo vsak individualni, smo pa tako res, vidim, narejeni, ljudje smo res, bi želeli biti skozi v partnerstvu, smo narejeni za življenje v paru. In pa takrat, ko neko gnezdo se razdre, pa takrat bi pa vsak imel nekoga, da se na njega nasloni. In opažam, da tiste veze se težko obnesejo, ki so se stkale ravno takrat, ko se je ena veza podrla. Ena se je podrla in druga se takoj nastala. Očitno je tudi ta človek, ki si ga zdaj dobila, tudi zelo ranjen. In pa pove, tudi on se ravno ločuje. Tako da ne vem, čist, se veš, če bi bila jaz na tem tudi vprašanje, kako bi delovala, ampak iz teorije, dejansko je to tako, da je fino, če človek zadiha, če poišče spet stik s seboj, s svojimi temelji, da najprej začne odpuščati svojemu možu, bivšemu, kot smo prej rekli, če so toksični starši, kako začeti odpuščati, in tudi če je ta oče nemogoč, ali mož nemogoč, se najprej treba odmakniti, si vzeti čas za sebe, se soočiti s seboj, kako mi je. Tako da takrat bi jaz rekla, še kar nekaj časa, ne na ona, karkoli je. Tako da, ampak vsak ima pa seveda svoje tendence. Pa mogoče še, ko si me spomnila na te zgodbe, ločitve, kako pomembno je, da tudi če je oče na nek način nemogoč človek, če je mama na nek način nemogoča za partnerja, kako je pomembno, da se začnemo osvobajati težkih občutkov. Naši otroci so pol mene in pol očeta. A veš, in če zdaj eden goji zelo težke občutke,
do drugega, so starša, dejansko energijsko vibrira temu otroku, polovici otroku, slab si. Tako da, ko gre par narazen, ko je bilo težko, sovraštvo, vse živo, zamere, krivde, prevare, ko se ti odmakneš v svoj mir, začni delati na sebi in začni čistiti težke občutke do očeta. Tudi ta partner ali ta partnerka je naredila nekaj čudovitega, otroka. Če ne bi bilo tega človeka, za katerim zdaj misliš, da je nemogoč, ne bi bilo tega čudovitega otroka. In vsak večer jaz rečem, se mu zahvali v mislih, ker je dal življenje temu vajnemu otroku. Tatjana, s čim bi zaključila ta pogovor? A je že konc? Ja, res. Če imaš pa še kaj pa za podeliti? Čakaj, mogoče zdaj to, se mi je še utrnili recimo starši, a veš, ko so bili nemogoči, ampak v vsakem človeku, še toliko mogoče groznemu staršu, je bilo nekaj čudovitega, da je naredil tako čudovitega človeka, kot si ti, a veš. Tako da se mu vsak večer začeti zahvaljevati, hvala za življenje, tudi če je bilo težko, ampak ja, brez tega, ne vem, groznega starša, ne bi bilo mene. In dejansko nihče nam ne more dati več, kot so nam dali starši. To je življenje. In nikoli se ne bomo mogli prešvercati skozi življenje, ne da bi stvari porihtali starši. Če jih ne bomo v tem življenju, jih bomo mogli v naslednjem. Ne želimo si težkih zgodb. Ker sovraštvo nas poveže mnogo bolj, kar se duš tiče, kot pa ljubezen. A veš, če imamo z nekom dober odnos, se nam ne bo treba več srečati na zemlji. Bomo v dušnem svetu skupaj. Če imamo pa z nekom zelo težek odnos, se bomo pa srečali še tukaj. In sigurno bo odnos zelo težek. Tako da dajmo te naše starše začeti ceniti, kakršnikoli so bili. Poiskati pot, da jim odpuščamo. Kdaj kakšen reče, a veš, ne moram na grob. Moj oče je že ne vem koliko desetletij pokojen, ne moram na njegov grob. Začni. To mi je rekel en 50-letnik. Menjali so mu desen kolk, pri 50-ih. Fit, športnik. Desen kolk so mu menjali. Desen kolk predstavlja, kadar so težave, stik z očetom. Tako da tukaj se ne moramo prešvercati. Če hočemo sebi dober in posledično našim potomcem, našim otrokom, potem poglejmo, kaj je bilo še težkega v našem otroštvu. Imamo kakšne težke občutke. Mogoče je samo, ne vem, mama imela veliko žalosti. Tega se nismo medve dotaknile. Premalo žalosti, premalo ljubezni, preveč ljubezni. A veš, ali imava še toliko časa? Ja. Mava. A veš, midve sva zdaj govorili samo, bolj sva se ozirali na to premalo ljubezni, zanemarjanje, zlorabe. Tudi preveč ljubezni je lahko zelo traumatična zgodba. Kaj to pomeni preveč ljubezni? Da so se starši, a veš, skozi so bili ob tebi, ja, ti naše sonce, ja, bom jaz namesto tebe, a veš, malo manj, ko še torbo so ti nesli v 8. razredu v šolo, ves čas, dejansko so te imeli tam gor za Boga, nič ni bilo treba, ti se samo uči, jaz bom tvojo sobico pospravila, jaz bom tvojo posteljo postlala, In dejansko, kaj s tem delaš otroku, ko mu to sporočaš, nič ti ni treba, vse bom jaz. Dejansko mu sporočaš, da ni sposoben. A veš, to je pa preveč ljubezni. Ali pa recimo v partnerstvih, kjer se starša ne razumeta,
In potem, ko je doma vse napeto ali pa sta mogoče ločena, se dejansko en od staršev toliko naveže na tega otroka, da ga na čustvenem nivoju vzame za svojega partnerja. Ena super knjiga, čisto samo mi sporočen z mamo, ki je zdaj nova, glih o tem govori. Ti ne vede, seveda postaviš otroka na mesto partnerja, ker ti odnos z partnerjem ni uspel in potem gre za ta nek, reče tudi prikrit incest oziroma zlitost. Zelo močno je. To je tudi ful veliki problem, se mi zdi. Zelo močen je, kadar se zamenjajo vloge. Tako tudi vidimo v terapevtskem procesu, da je to zelo močno. Ampak zato vedno rečem, lej mama, lej oče, če sta se vidva ločila, če se vidva ne razumeta, najta si sebi svoje vrstnike, prijatelje, katerim bosta tarnala o svojih tegobah, katerim bosta daj tudi kaj potarnala čez unga, so starša, nikoli tega početi otroku. Tako da te preveč ljubezni, dej vse bom jaz. Mislim, potem pa, ko je pa treba poskrbeti zase, ko se treba postaviti na noge, ko je pa treba poskrbeti mogoče še za otroke, ki pridejo, takrat se pa dejansko temelji niso bili oni pravi. Zmoreš, dejmo, vse lahko ti sam, Tako da ti naši starši so dejansko bistvo vsega in smo jim neskončno hvaležni za vso ljubezen, za življenje in smo jim hvaležni tudi za to, za one lekcije, ki jih dobivamo. A veš, kdo bi nas bolj lahko priteral v to, da delamo kot naši najbližji? Veš, če ti ena kolegica nekaj zlobnega reče, ki te zaboli, da ne bo to hudo, kot če ti naredi to nekdo od domačih. In če ti to naredi nekdo od domačih, ti je zato, ker dejansko ne zato, da te bo prizadel, ampak naredi zato, da bo tebe naprej premaknil. Da ti sporoči, draga moja, a vidiš, da imaš ti še preveč te hrani za otroštva? Koliko se ti ceniš? Premakni se. In to dejansko naredijo lahko ljudje, ki jih najbolj cenimo. Prvnih bomo zaznali, boli me, tle noter me bo raztrgal. Ne pa sam, Tatjana, kako bom dala to ven? A veš, in dejansko ugotoviš, hvala za to lekcijo, in na tak način dejansko postajamo boljši ljudje. Jaz sem prepričana, da se čez cvetoče travnike ne da rasti. Tako da vsi ljudje prihajajo v naše življenje zato, da nas zbujajo. Z enimi se imamo fajn, smo že v prejšnjem življenju se imeli fajn, z drugimi moramo pa kaj porihtati. Ker že v prejšnjem življenju smo se kaj zakvačkali, tudi mi smo bili fejst, tako da tukaj pa dejansko, smo zato tukaj, da smo vsak dan boljši. Ne pozabiti, ne spati na lovorikah, če nam je dej fajn, smo vse porihtali, še vsem pejmo naprej, V bistvu glih takrat, kad ti je fajn, je najlažji. Takrat je najlažji, rabiš moč, pa se dobro počutiš, da se soočaš s nekimi. Takrat je res najlažje. Ti v redu, če zaključiva na tem mestu? V redu, Čeprav, veš, lahko bi govorila še in še zanimivih tem, ampak super je bilo. Hvala ti za obisk. Hvala tebi, Ana, za povabilo, ker si bila tako fajn gostiteljica. Hvala tebi in da ti želim, da nasmehneš še veliko src v tvojem delu, pa seveda ne pozabi tudi na svojega. Veš, to si pa zelo zanimivo rekla, Veš, ljudje, ki delamo z energijami, smo ne vem kolikrat bolj dovzetni recimo za vse bolezni, Veš, mi moramo biti veliko bolj v ravnovesju, Če meni recimo, ne vem, me skrbi, skrbi, kako bo nekaj, bo meni to veliko prej udaralo recimo, na telesnem nivoju, kot pa enemu drugemu. Tako da skrbim za sebe, skrbim za svoje srce in vse je pa res, da moram biti pa fejst pozorna.
v lepih mislih. Ja. Jaz bi pa zaključila še z eno tvojo mislijo, iz enega tvojih zapisov. In sicer za vsak odnos sta potrebna dva, za slabega in za dobrega. Zavedajte se, da nikoli ne za vse ni kriv en sam. Ko bi radi, da se nekaj v vašem okolju izboljša, poglejte najprej, kaj lahko za to storite vi sami in svet bo zares iz dneva v dan lahko lepši. Wow, hvala. Super.